Dobar dan. Dober dan, lepo pozdravljeni. Minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant bo na današnji novinarski konferenci predstavil ključne dosežke ministrstva v preteklem letu ob prvi obletnici dela vlade v tem mandatu in tudi prioritetne naloge za leto 2014. Po predstavitvi bo čas tudi za novinarska vprašanja, pa kar predajam besedo. Minister, prosim. Hvala. No, to je ena od tistih tiskovnih konferenc, ki jih novinarji nimate preveč radi, ker se hvalimo, kaj vse smo naredili. Ampak dobro, če tak dogovor bomo to naredili. Eno leto je naokrog, zelo hitro mine, dvakrat se obrneš, trikrat se dobiš s sindikati, odpraviš par birokratskih ovir in mine leto. Ministrstvo za notranje zadeve je bilo v tem letu, kot ste sami verjetno opazili, eno od bolj aktivnih, zato smo se tudi zelo pogosto pojavljali pred vami in v medijih nasploh. Ob tej priliki bi se medijem tudi zahvalil za zelo korektno sodelovanje, nimamo nobenih pripomb na delo medijev, smo s poročanjem zadovoljni, je korektno in objektivno. 7 stvari bom poudaril, 7 ključnih področij, kjer smo najbolj intenzivno delali. Prvo področje je boj proti gospodarskemu kriminalu in korupciji. Tukaj je policija v letu 2014 močno intenzivirala svoje aktivnosti. Kaj je za to naredilo ministrstvo in jaz kot minister? Predvsem smo zagotovili dodatna sredstva in kadrovske okrepitve. 3 milijone dodatnih sredstev je vlada prerazporedila prav za to področje, gospodarski kriminal in korupcija. 75 dodatnih ljudi zaposlujemo na tem področju, nekaj na NPU-ju, nekaj na policijskih upravah, nekaj v forenziki. Postavili smo ali obdržali ali tudi kaj na novo postavili smo profesionalno ekipo, jasno so določene prioritete, gospodarski kriminal in korupcija je najvišja prioriteta, poskrbljeno je za dobro organizacijo, na NPU-ju delujejo delovne skupine, ki pokrivajo posamezna najbolj kritična področja, bančni sistem, zdravstvo, podjetja v državni lasti, trgovanje z zemljišči, občine in tako naprej. In pa trudil sem se ves čas, da bi policijo ščitil pred političnimi pritiski in vplivi in predvsem, da dajem ves čas policiji jasno vedeti, da v Sloveniji in za slovensko policijo nedotakljivih in svetih krav ne sme biti. In mislim, da je tudi javnost verjame, da je tako, torej, da za slovensko policijo niti med gospodarskimi, političnimi, bančnimi in drugimi elitami ni svetih krav. Lansko leto je bilo na področju gospodarske kriminala in korupcije vloženih blizu 3000 ovadb, kar je 50% kot leto prej, za kazniva dejanja, ki so skupaj povzročila nekaj manj kot 190 milijonov evrov škode. V bančnem sektorju so v preiskavi kazniva dejanja, ki so skupaj povzročila oškodovanja okrog 350 milijonov, ovadbe so bile dane za oškodovanja v višini 80 milijonov. Policija upravlja v 276 zadevah upravlja finančno preiskavo, kar je 18% več kot leto poprej, in sicer zoper 513 oseb, v letu 2013, v letu 2012 pa proti 421 fizičnim osebam. Tožilstvu je bilo dano 150 pobud za zamrznitev oziroma zavarovanje protipravno pridobljenega premoženja v višini 130 milijonov evrov. Mi si predvsem želimo, da bi tožilstvo in sodišča sledila temu tempu, ki ga diktira policija sedaj. Druga pomembna zgodba MNZ-ja je bil dogovor s sindikati glede plač v letu 2014. Ko smo prevzeli vlado, je bilo tukaj eno zelo problematično področje. Javni sektor je bil v štrajku in noben dogovor o ukrepih za leto 2014 ni bil dosežen. Potem smo zelo hitro v enem mesecu praktično dosegli dogovor, s katerim je bila končana stavka in seveda tudi znižana plačna masa za leto 2014. To sem že v času, ko sem odgovarjal na interpelacijo, zelo analitično pojasnjeval, koliko je bilo teh prihrankov, oziroma bolje rečeno,
koliko bi bila plačna masa višja, če teh ukrepov, ki smo jih dogovorili, ne bi bilo, nekaj več kot 0,5 milijarde več bi dali za plače v javnem sektorju, če ne bi dogovorili teh ukrepov. Od znižanja plač, zamrznitev dodatnega pokojninskega zavarovanja in pa seveda mnogi ukrepi so bili pa podaljšani, ker bi se iztekli konec leta 2013, pa smo jih potem podaljšali še v leto 2014, nižji regresi, zamrznitev delovne uspešnosti, povečanega obsega dela in tako naprej. V državni upravi uspešno zmanjšujemo število zaposlenih po planu, oziroma celo malo nad načrtom. Od aprila 2013 do januarja 2014 se je v državni upravi spet znižalo za 1,7%, v civilnem delu, torej brez vojske in policije, za 2,3%. Žal, drugi deli javnega sektorja temu ne sledijo tako uspešno. Uveljavili smo odškodninsko shemo za izbrisane, s tem uresničili sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice in zaprli več kot 20 let staro zgodbo o kršitvi človekovih pravic. Zdaj, ali smo jo dokončno zaprli ali ne, je odvisno od tega, kaj bo reklo ESČP. Morda bodo potrebni še kakšni popravki, vendar jaz sem prepričan, da je zgodba v glavnem zaprta. In prepričan sem tudi, da če te odškodninske sheme v Sloveniji ne bi sprejeli, da bi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice bili v mnogih primerih, tisočih primerih obsojeni in da bi plačali na koncu vsaj še enkrat višjo odškodnino. Na novo smo uredili financiranje političnih strank in volilne kampanje, skladno z 6 let starimi priporočili GRECA. Vnesli smo več preglednosti, več nadzora in tisto, kar je ključno, prepovedali financiranje strank s strani gospodarskih družb oziroma poslovnih subjektov, se pravi, omejili prepletanje gospodarstva in politike. Kot velik dosežek si štejemo novelo ZDIJZ-ja, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, s katero smo odprli, naredili transparentno poslovanje gospodarskih družb v večinski lasti države ali občin, velika stvar. To, kar je do zdaj veljalo za državne organe, javne zavode, javne agencije, javne sklade, bo zdaj veljalo tudi za ta del gospodarstva, ki je v pretežni državni ali občinski lasti. Izjemno pomembno za zmanjševanje korupcijskih tveganj, izjemno pomembno za učinkovito in gospodarno poslovanje teh firm. Hkrati smo pa izkoristili to novelo tudi, da naredimo transparentne vse slabe kredite, ki so prenešeni na slabo banko. Žal, ni bil sprejet amandma, ki bi enako omogočil tudi za tiste slabe kredite, ki so na bankah ostali, tako da bi rekel, da sem s tem zakonom dosegel približno 95% tistega, kar sem si želel doseči, kar je bil moj cilj na tem področju, za preostalih 5% se bomo pa še borili. Še ena zanimiva stvar na področju policije se mi zdi pomembna. Med usmeritvami ministra policiji je tudi ta, in policija se je vse bolj drži, se mora držati, da se kontrola hitrosti v cestnem prometu usmerja tja, kjer so bodisi pogoste nesreče ali pa kjer želi lokalno prebivalstvo. Se pravi, jaz nočem, da bi policija delovala inkasantsko in da bi se postavila na tista mesta, kjer ljudje, pač vozniki najpogosteje prekoračijo hitrost, tudi če to ne pomeni nevarnosti za udeležence v prometu, ampak da se policija postavlja tja, kjer je res nevarno, kjer se s to prekoračitvijo hitrosti v resnici povzroča nevarnost in tam, kjer lokalno prebivalstvo želi, da je policija prisotna. Zato smo odprli tudi aplikacijo Predlagaj prometno kontrolo, ki je bila zelo pozitivno sprejeta, kamor lahko vsak državljan pošlje svoj predlog, kje želi videti policijo, recimo, ker objestni vozniki ogrožajo prebivalstvo, otroke, ko grejo v šolo in tako naprej. In policija vse te predloge preuči in kar nekaj dodatnih okrepljenih kontrol je bilo na ta račun uvedenih. No in končno še projekt Stop birokraciji, ki smo ga osvežili. To je sicer že zgodba, ki teče že od leta 2000 pod različnimi imeni. Včasih se je reklo antibirokratski program, pa odprava administrativnih ovir. Zdaj smo dali temu nov zagon z imenom Stop birokraciji. V tem času smo zbrali blizu 300 pobud državljanov. Resorji so relativno odzivni, se na te pobude
odzivajo in tudi portal ima visok obisk, samo v januarju letos ga recimo obiskalo 7527 obiskovalcev. Mogoče samo nekaj konkretnih dosežkov na področju debirokratizacije. Sprememba ZUP-a, Zakona o upravnem postopku, začne veljati 8. aprila. To bomo še malo medijsko poudarili, ker je prav, da državljani vedo, kakšno pravico imajo. Od 8. aprila so organi javne uprave dolžni na zahtevo stranke izpolniti obrazec vloge. Torej stranka lahko enostavno pride, pove, kaj si želi, katero pravico uveljavlja in upravni organ je dolžen izpolniti za stranko obrazec. To bo imelo večplastne koristi, kar naenkrat se bodo vsi obrazci zelo poenostavili, ko jih bodo morali uradniki sami izpolnjevati, hitreje bo teklo vse skupaj in predvsem ne bo nepopolnih vlog. Če profesionalc izpolnjuje, vnaša podatke, potem točno ve, katere podatke rabi in ni nepopolnih vlog. Imamo eno dobro izkušnjo z registracijo podjetja. Včasih so bili izjemno dolgi in zapleteni obrazci in 90% vlog je bilo nepopolnih. Se pravi, sodišča so zavračala, pozivala k dopolnitvam in seveda logično vprašanje se je glasilo, a so zdaj stranke, bi rekel, je strankami nekaj narobe ali je sistemom nekaj narobe. Seveda je bilo nekaj narobe s sistemom. Ko smo uvedli sistem vse na enem mestu, od tedaj naprej referenti sami vpisujejo te podatke in seveda vloge so 100% popolne. Nimamo problemov s tem. Potem zanimiv dosežek na področju debirokratizacije je sicer iz delovnega področja Ministrstva za gospodarstvo zmanjšanje števila reguliranih obrtnih dejavnosti, torej dejavnosti, za katere je potrebno obrtno dovoljenje, 64 na 25. Torej, toliko dejavnosti manj, pri toliko manj dejavnostih je potrebno iti v birokratski postopek pridobitve dovoljenja. V parlament smo že poslali novelo zakona o tujcih, ki poenostavlja zadeve na področju zaposlovanja tujcev. Seveda zadeva bo aktualna, ko se bo spet malo zdramil trg dela, zdaj ni toliko aktualna. Postopek bo poenostavljen do te mere, da bo mogoče na enem mestu, to je na upravni enoti, dobiti delovno in bivalno dovoljenje in da bo to lahko delodajalec poskrbel za potencialnega delavca. Zdaj je to nekaj se naredi na upravni enoti, tam se dobi bivalno dovoljenje, delovno dovoljenje se ureja na zavodu za zaposlovanje, tako da je postopek sestavljen iz več korakov in iz več postopkov, zdaj bomo pa to zgostili po principu vse na enem mestu. Torej zakon je že v Državnem zboru in bo v kratkem sprejet. V katerih točkah nismo zadovoljni? Prvič, nismo zadovoljni, da ne sledijo vsi resorji trendu zniževanja števila zaposlenih. Zlasti bi opozoril na zdravstvo, ker se žal število zaposlenih še vedno rahlo povečuje. Ne tako kritično, kot je bilo včasih, ampak nekoliko pa se povečuje, to ni dobro. Drugič, premalo je aktivnosti resorjev pri debirokratizaciji. Realizacija programa Stop birokraciji je prešibka. Torej nekateri resorji bodo morali tukaj zelo pospešiti svoje aktivnosti. In pa seveda projekt združevanja občin, kjer smo bili, potem ko smo ta projekt dali na mizo, deležni zelo ostrih, zelo hudih reakcij, tako da tukaj tega cilja, ki sem si ga na začetku zastavil, da bi že do lokalnih volitev to rešili, pač zaradi vseh teh uporov ne moremo doseči, je pa postopek sprožen. Torej zdaj smo videli, da tega očitno ne bomo mogli narediti v kratkem času, vendar pot je zastavljena in prepričan sem, da bo ne do teh, ampak do naslednjih lokalnih volitev se bo to odvilo. Par besed o ključnih zadevah, ki jih bomo delali v letošnjem letu, oziroma jih že delamo. Nadaljevanje boja proti gospodarskemu kriminalu in korupciji. V kratkem bomo začeli pogajanja s sindikati javnega sektorja za leto 2015. Čakamo samo še na objavo makroekonomskih napovedi Umarja, spomladanske napovedi. To bo podlaga potem za naše pogajanja. Vzeli si bomo dovolj časa. Lansko leto, če pomislite, smo se morali mi aprila začeti pogajati za lansko leto. To se pravi, aprila že v tekočem letu in smo, seveda vse, kar smo dosegli, je veljalo še samo v drugi polovici leta. To je bil kiks prejšnje vlade. Zdaj se bomo pa že v aprilu začeli pogajati za naslednje leto. Eno leto prej, v bistvu. To je pa pravočasno.
Fleksibilizacija plačnega sistema. Imamo že pripravljene spremembe zakona o sistemu plač. Bistvo zgodbe je manj avtomatizmov, torej manj avtomatičnega napredovanja in več menedžerske avtonomije za nagrajevanje tistih, ki delajo več in pa bolje in imajo boljše kompetence. Seveda vse to v okviru razpoložljive mase za plače, s katero razpolaga nek proračunski uporabnik. Na področju e-uprave načrtujemo prenovo državne informatike oziroma racionalizacijo. Naša ocena je, da za državno informatiko porabimo preveč denarja, približno 100 milijonov na leto gre vse skupaj v vseh resorjih za državno informatiko. Menimo, da bo mogoče za koncentracijo virov, finančnih in kadrovskih, doseči cilje z nižjimi stroški. In radi bi se tudi znebili odvisnosti od tako imenovanih dvornih dobaviteljev. Sistem e-uprave je bil že leta nazaj zastavljen tako, da so izvajalci ohranili lastništvo nad programi, ki jih je država kupila, in tako smo pri vsaki nadgradnji in pri vsakem nadaljnjem razvoju vezani na točno določenega dobavitelja, kar seveda zmanjšuje konkurenco in nam povzroča velike težave. Tako da tega bi se radi v bodoče znebili. Ena zanimiva stvar, ki jo bomo v kratkem predstavili, so e-javna naročila, oziroma konkretna elektronska obratna dražba. To vam bo zanimivo. Gre za postopek, pri katerem ponudniki tekmujejo na dražbi, kdo bo zahtevano robo oziroma blago ali storitev ponudil za nižjo ceno. Se pravi, odpre se razpis, do določenega roka ponudniki dajo svoje ponudbe in potem se na določen dan ob določeni uri ponudbe objavijo na portalu, ponudniki lahko svojo kodo vstopijo v sistem in se začne dražba, licitacija in znižujejo ceno. Torej, ponudnik vidi se, kateri je najugodnejši ponudnik in potem recimo drugi ponudnik zniža ceno še malo. Pa potem tretji spet zniža še malo pod to ponujeno ceno, toliko časa, dokler je pač interes za to draženje oziroma cenjenje, in ko določen čas, recimo 2 uri, ni več nobene pocenitve, se dražba zaključi in dobimo najcenejšega ponudnika. Torej, jaz pričakujem hud boj, še mnogo hujši boj med ponudniki, kot ga imamo zdaj pri javnih naročilih, in vse to bomo profitirali davkoplačevalci. Zakon o lokalni samoupravi, novelo bom predstavil jutri posebej, vabljeni. Gre pa seveda za odpoklic župana in pa za spremembo, da župani v občinah pod 5000 prebivalcev ne bi bili več poklicni, ampak bi funkcijo opravljali nepoklicno. Eden trših orehov bo novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Trših zaradi tega, ker je zadeva politično izjemno izpostavljena, trših zaradi dogodkov v zadnjih dneh, v zvezi z imenovanjem novega senata KPK. Tako da tukaj v to bo treba vložiti veliko energije. En osnutek sprememb je že pripravljen. Pripravljala ga je KPK sama, ga predala predsedniku Pahorju. On je dobil na ta osnutek mnenje 3 ustavnopravnih strokovnjakov in oboje skupaj, zakon in to mnenje, mi je že poslal, tako da nam je to osnova za nadaljevanje dela. Moje stališče tukaj je, da je treba komisiji nekatera pooblastila okrepiti, recimo pri nadzoru premoženjskega stanja funkcionarjev razširiti nadzor tudi na tujino, na morebitno premoženje in račune v tujini in pa na družinske člane. Na drugi strani pa bolj jasno urediti pravna sredstva in sodni nadzor nad odločitvami komisije. Verjetno bomo se morali malo poglobiti tudi v postopek imenovanja komisije oziroma senata, glede na vse to, kar se zadnje dni dogaja. Čeprav moje osebno mnenje, sem že včeraj povedal, da v zakonu s tem postopkom ni nič narobe, torej da je postopek urejen tako, kot je treba, sedaj mora pa vsak akter v tem postopku svojo vlogo odigrati korektno in odgovorno. Na področju lokalne samouprave letos lahko pričakujete samo strategijo nadaljnjega razvoja, razen te spremembe zakona, o kateri sem govoril, glede odpoklica županov, strategijo, da poskušamo najti neko široko soglasje okrog tega, kako bomo lokalno samoupravo razvijali naprej. Osnovna ideja seveda pa je še vedno združevanje občin
in pa ustanovitev pokrajin. In za konec intenziviranje debirokratizacije. Slovenija je še vedno bistveno preveč zbirokratizirana. To je ena velikih ovir za našo konkurenčnost in tukaj bomo morali pospešiti, zlasti tisti resorji, kjer je teh ovir največ. To je pa okolje, prostor, delo. Evo, toliko z moje strani. Mislim, da sem se ure držal, 20 minut, tako da zdaj pa, če je kakšno vprašanje, izvolite. Ja, Nika Benedik, Radio Slovenija. Jaz bi vprašala, rekli ste, da ste glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja zadovoljni v 95% za teh manjkajočih 5 se boste še borili, kako konkretno? Poslanska skupina Državljanske liste bo vložila novelo zakona, ki bo razširila javnost oziroma transparentnost tudi na podatke o tistih slabih kreditih, ki so ostali na bankah. Mislim, da bodo ravno danes to predstavili tudi na tiskovni konferenci. Se bo še enkrat poskusilo, tako ja. Ker moja logika tukaj je, prvič prav je, da se obelodanijo podatki o slabih kreditih, ki so zvrtali nekaj milijardno bančno luknjo, to imamo davkoplačevalci pravico. In drugič, če to obelodanimo, je prav, da se obelodani tako za tiste kredite, ki so bili prenešeni na slabo banko, kot za tiste, ki ostajajo na bankah. Hvala. Še tukaj le vprašanje. Barbara Eržen, Žurnal 24. Najprej vprašanje glede javnih naročil z obrnjeno, obratno dražbo, ja. To bo veljalo za vse javna naročila ali samo za nekatera? Glejte, to bo opcija, to bo možnost, ki jo bodo lahko naročniki uporabili. Mi bomo poskušali vplivati na naročnike, da bi se tega posluževali v čim večjem obsegu, v čim večjem številu, pri vseh tistih postopkih, kjer je seveda cena ključni kriterij za izbiro. Pri vseh teh postopkih bo to lahko prišlo v poštev. Je že jasno, kdaj se to bo začelo uvajati? Prvo pilotsko javno naročilo take sorte bomo izvedli kar na našem ministrstvu in to v roku nekaj tednov. Potem bomo pa javno predstavili, tudi naredili eno tako demonstracijo oziroma prezentacijo, kako to izgleda in boste povabljeni. Hvala. Zdaj pa še vprašanje glede boja proti korupciji. Nekako skoraj vsak teden vidimo neko preiskavo, nekaj se dogaja, tudi številka 3000 ovadb je kar precejšna. Mogoče to sicer ne spada čisto na vaš resor, ampak vseeno bomo potem kdaj videli tudi pravnomočne obsodbe iz tega, se bo kaj zgodilo, ker zaenkrat je občutek, da so samo neke preiskave, nič pa se ne zgodi. Ja, res je tak občutek. Res je pa tudi, da nekaj pravnomočnih obsodilnih sodb smo pa že videli in kar nekaj tajkunov in drugih, ljudi, vplivnih ljudi iz različnih sfer je bilo že pravnomočno obsojenih, nekateri so tudi že v zaporu, tako da lahko rečemo, da se je tudi v sodni veji oblasti začelo premikati in da tudi sodišča hitreje delajo, mislim pa, da je še zelo veliko manevrskega prostora in da bodo morali še pospešati. Torej, kot sem prej rekel, moja želja je, da bi tožilstvo in sodišča sledili temu tempu, ki ga zdaj narekuje policija s svojim intenzivnim delom. Hvala lepa. Če ni več vprašanj, najlepša hvala. Hvala.